Drage sestre in dragi bratje, če je kakšen svetopisemski odlomek, ki zasluži ime Evangelij, se pravi vesela novica, potem je to prav gotovo Evangelij današnje nedelje, ki nam govori ne samo o Božjem usmiljenju, ampak tudi o Božjem veselju, če mu dovolimo, da nas reši in nam odpusti naše grehe. Jezus primerja svojega očeta pastirju, ki se veseli najdene izgubljene ovce. Ženi, ki se veseli najdenega zaslužka, za katerega je morala delati celi dan. To je bila namreč ena drahma, zaslužek enega dneva. Vrhunec pa je znana prilika o izgubljenem sinu. Jezus ni prišel klicati pravičnih, ampak grešnega. Zavedal se je, da zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni, in je prišel odreševati ljudi, zato se ni oziral na človeške ozire, na človeška pravila, na to, kar se za imenitnega človeka spodobi in kaj ne. Namreč ljudje, ki so takrat dali nekaj nase, se niso hoteli družiti s tistimi, ki so veljali za grešni. Če bi se Božji sin oziral na to, kaj se po človeški sodbi spodobi in kaj ne, potem se gotovo ne bi učlovečil. Če je kakšno, po človeško rečeno, nespodobno dejanje, potem je to učlovečenje, ko neskončni Bog postane ubogi človek. Vse to, kar je sledilo potem po učlovečenju, vsaka Jezusova pozornost in sočutje do tistih, ki v človeških obtožujočih očeh največkrat sočutja sploh ne najdejo, ampak samo obsojanje, vsa ta njegova odrešujoča dejanja so samo nadaljevanje razodevanja Božjega sočutja in usmiljenja do nas, grešnih ljudi, ki se je začelo že z učlovečenjem. Da Bog odpušča, smo slišali tudi v prvem delu, ko je odpustil tisti grdi odpad Izraelcev v puščavi, ko so začeli moliti zlato tele. In kako Bog odpušča, kako je prišel, da nas odreši od naših grehov, to poudarja tudi apostol Pavel, ki je to še posebej izkusil sam v svojem življenju, saj je bil najprej preganjalec kristijanov, pa je potem postal goreč apostol, ko se mu je Jezus razodel. Prva misel današnjega evangelija je prav gotovo misel na Božje veselje, ki sledi našemu spreobrnenju. Če mu torej Bogu hočemo napraviti veselje, potem ga bomo naredili najbolj tako, da se bomo spreobrnili, da se bomo obožali. Ljudje smo sicer pripravljeni Bogu veliko darovati. Kakšne stavbe so ljudje gradili njemu na čast in so bili prepričani, da mu delajo s tem veselje. Bogatašu in vladarju ni težko zgraditi imenitno in bogato opremljeno cerkev. Vsekakor pa mu je lažje, kakor temeljito spremeniti svoje življenje in se spreobrniti. In vendar lahko Bogu naredimo veselje samo tako, da se spreobrnemo, kajti lahko se vedno spreobračamo, vedno je kaj v našem življenju, kar lahko naredimo boljše, kar lahko izboljšamo in se
vsi njegova pričakovanja in mu vrne v celoti njegovo sinovsko dostojanstvo. To pomeni, da mu je dal oblačilo, da mu je dal sandale, da mu je dal pasan na roko. Pa to še ni dovolj. Na koncu od veselja preveli gostijo na čast temu sinu, ki mu je zapravil lepi del premoženja. In pri vsem tem nič očitan, nič ogrevan, nič zamere, nobenega maščevanja. Čemu tako veselje? Če kdo, potem Bog ve, kaj je v resnici greh in v kako nesrečo spravlja ljudi. Za moralno kvaliteto, za svetost, za krepost našega življenja, za zvestobo, poštenje in vse druge kreposti smo v današnjem svetu kar precej otopeli. Kaj vse so ljudje, ali pa smo ljudje pripravljeni, recimo narediti za svoje telesno zdravje. Kako malo pa nam je malo, če ugotovimo, da je naše življenje moralno načeto, normalno, podpoprečno. Ali da so mogoče naredili da smo naredili nekaj dejanj, ki bi se jim bilo treba sramovati. Dejanja iz sebičnosti, strahopetnosti, maščevalnosti, pohote. Vse to zelo mirno toleriramo, prenašamo, se zaradi tega ne vznemirjamo, ne pri sebi in ne pri drugih. Skrbi nas vsak siv las in vsaka nova guba na obrazu. Mirno pa sprejemamo, da če se je naše srce zavil črva, zavisti, škodoželjnosti, uživaštva ali nezvestobe. Veliko veselje, ki ga doživlja Bog ob spreobrnenju grešnika, nas torej opozarja, da naša človeška, posvetna merila in vrednote niso prave, ker niso Božje, ker moralno kakovost življenja tako malo cenimo in se zato tako malo trudimo v primerjavi z drugimi stvarmi, za katere se pekamo in žrtvujemo. Če se Bog tako veseli našega spreobrnenja, je to zato, ker ima ves čas pred očmi našo srečo in nesrečo, našo škodo ali našo korist. Zapovedi in življenjska navodila, ki nam jih daje svojo besedo in svojim zgledom, so zaradi nas in ne zaradi njega, so zaradi naše sreče. Njemu ni vseeno, v kaj se spreminjamo ali kaj postajamo v svojem življenju v teku našega ravnanja in življenja, ko se odločamo med dobrim in zlim, med dobrim in slabim in če se res odločamo vedno samo za dobro. Gremo za nas, ker on, ki je naš stvarnik, najbolje ve, kaj nam je lahko v blagoslov in kaj je nesrečo. In zato je tako srečen, tako vesel, če stopimo na pot spreobrnenja, kakor Oče v današnjem evangeliju. Vse drugače, precej po naše, odgledava stvari starejši brat izgubljenega sina. Razlika med očetom in njegovim najstarejšim sinom je zelo očitna. Oče ima pred očmi predvsem srečo in korist mlajšega sina. Zato, ker njegova vrnitev, ki je znamenje, da se je spametal
stopil na pravo pot, na pot resnične sreče. Oče ne misli nase, ampak na Sina. Seveda, tudi Sin mora nekaj narediti. Tisto, kar je Sin naredil, in časa ne moramo prezreti je, da je bil iskren in resnicoljuben do samega sebe. Ni se izgovarjal, ampak je čisto odkrito priznal, da je napravil veliko neumnost, da je naredil veliko grdobijo, veliko nehvaležnost do svojega Sina. Bil je resnicoljuben, ni si lagal, ni se izgovarjal, ampak je priznal svojo izpamet in ta iskrenost do samega sebe, ta resnicoljubnost je bila tisti pogoj, ki je bil potreben, da se je vrnil k očetu. Starejši sin pa gleda predvsem nase, na dneve, ki jih je pregaral na očetovem polju, medtem ko se je njegov mlajši sin zabaval in grcal. Starejši brat se smili samemu sebi, ker je očetu ostal zvest, namesto da bi se mu smilil mlajši brat, ker je postal nezvest. V njegovih besedah je človek čutiti neke vrste nevošljivost in zavist. Mlajšemu bratu je nevošljiv, ker si je upal, da smrkavec privoščiti, kar si je privoščil. To, kar je v očetovih očeh nesreča in zlo, in kar ni za zavidati, ampak večero za obžalovati in se tega sramovati, starejši brat mlajšemu skoraj da zavida. Starejši brat ne zna ceniti velike milosti in vrednosti tega, da mu je bilo dano, da je postal zvest in pošten do svojega očeta. Kako da te svoje zvestobe ne zna prav ceniti in se je veseliti. Kolikokrat tudi mi ne znamo prav ceniti milosti, ki nam je dana, da smo ohranili vero v Boga in ostali zvesti Jezusu Kristusu v njegovi cerkvi. Oni zunaj cerkve in vere nimamo kaj zavedati, še manj pa se jim seveda druži. Kam to vodi? Kam vodi, če človek izgubi Boga in izgubi smer za svoje življenje? Smo lahko med drugim te dni zaslutili od tej sramotne afere Fotopub. Zato moramo biti Bogu neizmerno hvaležni, da smo zmogli ostati ob njem in smemo biti ponosni in veseli, da smo in da ostajamo kristjani. To zvestobo naj nam še naprej varuje svojo preprošnjo Devica Marija, ki smo jo ob teh praznikih